Odbor Državnega zbora za infrastrukturo je včeraj obravnaval resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije. To je pomemben korak na poti k referendumu o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem. Besedo je tako dobila tudi zainteresirana javnost. Glasni nasprotniki gradnje Mladi za podnebno pravičnost so svoje zahteve predstavili pred parlamentom. Marko Milenković. Ob vse več in vse bolj različnih mnenjih o projektu JEK2 in sami jedrski energiji, njeni zagovorniki opozorijo, da je projekt na mizi, ker se razvitemu svetu napoveduje podvojitev rabe električne energije do leta 2050, Slovenija pa bo do leta 2040 potrebovala vsaj novih 10 teravatnih ur čiste električne energije. Moramo vendar izkoristiti vse možne načine, da zmanjšamo vplive na podnebje in na podiranje, če hočete, biotske raznolikosti. Kar mladi okoljevarstveniki sicer priznavajo, a opozarjajo na tveganja in nevarnosti pri konkretnem projektu, s čimer se strinjajo tudi številni njihovi starejši kolegi. Navedeni celotni stroški projekta JEK2 bi v letnem bruto domačem proizvodu predstavljali več kot 30%. Skoraj 2 letna proračuna na prihodkovni strani, več kot 15 termoelektrarn 6 in več kot 20.000 evrov na zaposlenega prebivalca v Sloveniji. Zato mladi postavijo konkretno omejitev, ceno elektrike, do katere naj bi bil projekt še smiselen. Naj se dopiše, da je gradnja JEK2 smiselna zgolj ob doseganju stroškovne cene 70 evrov na megavatno uro. Zahtevajo tudi drugačno referendumsko vprašanje, ki projektu ne bi dajalo brezpogojne podpore, pri čemer jih zavezo za še en naknadni referendum podpre tudi pristojni minister. Z dolgoročno rabo jedrske energije močno posegamo v življenje bodočih generacij, torej danes mladih, in prepoznavamo, da ne moremo sprejemati odločitve, ki bodo vplivale na mlajše generacije brez njih. Točka razhajanja namreč še naprej ostaja vprašanje, ali jedrsko energijo vidimo kot potencialno rešitev za trenutne razmere ali kot dejavnik, ki bo naše težave še poglobil.